fantastiko v nerealnost in tukaj izživljati te svoje fantazijske misli na eni strani. To je najbolj izraziti del. Na drugi strani seveda si pa marsikaj tudi očita. Tukaj je dolga pesem o tem, kaj se vse očita, kaj je narobe naredil v preteklosti, kaj se je zameril temu, kaj je užalil onega in tako naprej. Skratka, ogromno te tematike razčiščevanja samim seboj. To je v pesmici Zapora. Razlika med obema je še ena, zelo velika. Zelo se je poigral s formo. Naravnost, profesionalno. Iz vseh časov, od ljudske pesmi preko Prešerna, soneti, stance, balade, romance. Tako da imate celo vrsto izbrušenih form, rime, fantastične. Ima ciklus pesmi po Prešernovih rimah, uporablja Prešernove rime, da spominja na njegove epe. No in ta formalna čistost seveda je tudi stvar odmika od realnega sveta, odmik v izbrušenost umetniške forme. Zelo zanimiva, bi rekla, meja med realnostjo in osebnim doživljanjem. No, te pesmi iz Zapora, kot rečeno, zaslužijo posebno študijo, medtem ko pesmi prostosti, tudi v formalnem pogledu, so pa tudi bolj proste, ni več te klasične forme, rima sem tja še je igriva in veliko bolj mračna literatura je to. Moram povedati, da je več tipov poezije v tej, kot da gre za celo stoletje razvoja neke določene poezije. Tukaj recimo neka čisto klasična, Murnovska sem in tja, na druge strani je pa že kar malo Šalamunovska oziroma Ešberijevska, ki temelji na nelogičnosti, nelogičnih povezavah, na presenetljivih kombinacijah, na zvočnih efektih, ki imajo seveda čisto svoj pomen nekega vzklika, pomen odvratnosti, pomen grdega, pomen seveda zafrkljivega, igrivega, tudi pri njem pogosto.